Živ in pa pozdravljeni v čisto nov vlog, kjer bomo preverjali, koliko tale moj Flogster dejansko da moči od sebe. Zdaj iz fabrike trdijo, da ima tale avto 350 konj. Meni se zdi, pa sem imel enega Focusa RS-a že pred tem, pa nimam občutka, da gre takaj več ali pa kaj več. Pa oba imam original, oziroma je bil na začetku. Ta je še vedno popolnoma original in jaz bi rekel, da ima avto tam nekje med 320 pa 330 konji v dejanskem svetu. Zdajle se pa že peljem na Valarje, kjer bomo avto zavazali gor in dejansko na računalnik pomerali, koliko ima avto moči. Se vidimo tam. Pa tudi, če nisem videl, kakšne komande ima to poj gor. Tle imaš za ventilator, pa s tem obremzaš Valarje, pa tako naprej. Kar nobel. Pol smo pa naredili še drug run, zato da so podatki res zanesljivi. Testirali smo pa vedno v tretji prestavi, tako da se pol, ne vem, par nekih 2000 obratih se pa da gas na polno in se potem pomeri cel razpon moči. Res, klele od štarta orang skoč, pa še na konc malo pikne. Dobar, ja. Evo, 330 konj, pa 500 na ura, kar je kar dober za takle avto. Evo, Focusa smo stestirali, tako kot smo že prej videli, avto porine ven, se pravi na vse original, 330 konj. Naredili smo tudi dve različne runde, se pravi v čist istih pogojih in na koncu je bila razlika 0,03 konja. Tako da pač veš, da bom rekel, so cifre tam, da ne odstopa kar za 10 konj gor ali pa dol. Jaz sem zelo vesel v bistvu s tem iztržkom. Tudi v bistvu, tako kot sem že na začetku povedal, ne rabim 350 konj, sam pač res sem hotel videti, koliko jih ima avto dejansko, oziroma kakšna je razlika med cifro, ki jo trdijo iz fabrike, pa med cifro, ki je pač realna. Smo se pa tudi s fanti iz Tunka Dynota pogovarjali in so rekli, da je pri Fordih kar to, bom rekel, pogosto, da imajo malenkost manj konj v realnem svetu, kakor pa pač trdijo iz fabrike. Recimo kakšen Volkswagen pa pravijo, da ima pa več konj, kakor trdijo iz fabrike. Recimo kakšen GTI jih ima iz fabrike, no vem, 225, pa se pol na Valarjih izkaže, da jih ima, no vem, 235. Isto je za Toyota Yaris GR. Pravijo, da ima avto več konj, kakor trdijo v fabriki. Tako da evo, pa smo še en mit razbili, oziroma nekaj novega zvedeli. In če imaš tudi ti Focusa RS-a, imaš zelo verjeten manj konj, kakor pravijo iz fabrike. Zdaj pa, ker vem, koliko radi vidite Shelbyja, ga gremo zdajle zbuditi iz zimskega spanca. Ene 2 ali pa morbiti 3 tedne že ni bil zalaufan, tako da je čas, da mu malo poženemo kri po žilah. Evo, jaz imam Shelbyja v bistvu takole pokritega, pa v bistvu ne zato, da bi ga skrival ali pa
kaj svim, ampak samo zato, ker pač toliko časa stoji po zim, pa mi pač ni všeč, da pač se prah gor nabira, ne. Takole je pa lepo avto pokrit, pa ko ga odkriješ, je kanal, evo le. Takrat, ko sem ga nazadnje spucal. Bebek moj. Odpremo havbo. Sem že malo pozabil, ki se odprema dana. Tako. Zdaj pa treba tele klimce umakniti. Takole, cak. Cak. Pa ful imam štorast parkiranga klele. Evo, zdaj pa užvel majster. Evo ga, dober jutr, ljubček. Smo v panču. Malo še zategnemo klime, da ne bi kaj skakali slučajen. Pa jaz pojdem zmer še tale dekeljc čez. Verjetno mu itak ne bi nič bilo, ampak pač boljš se počutim. Takole, veš, da malo pokrije tele klime, pa to. Se pa tole lepo takole posprav. Takole ga včasih malo poheca, poj. Je zaklenen tok cajta. Me treba malo zbuditi tile ključavnice. Evo ga. Cak. Zdaj pa cajt, da ga zbudimo. O, dober jutr, Šelbel. Lopute odpremo, zato da on zadiha. In gremo. 3, 4, zdaj. Pa to je noro, ej. Tako ka pravijo, this never gets old, ej. Pa to za ropota, ej. Marija. Čak bom dal mikrofon zraven avspuka, da vidim, ko se sliš. Madonna, klele je zelene, kaj pa vem, 130 decibelov pravijo, da laufa. Avto je popolnoma original, pa tole je cold start na odprte lopute. Če pa tole ni en Mozart za vsega petrolheada, pa jaz ne vem. Zdaj pa počakajmo, da se avto malo umiri, da v bistvu, bom rekel, se ta cold start neha, pa da temperatura malo zrase, pa gremo pa en krog po garaži. Pa gremo prvo rundo, lepo počas, da on lepo počas noge pretegne. Pa gremo malo klele noter. Šiv. Zdaj gremo pa do ene 2000, pa pol recimo. Pa gremo zdaj kar v drugo prestavo. To se pa res človek ne more naveličati, ej. Marija. Evo, Šelbel, spat greš nazaj. Pred kratkim me je Mark Lesjak povabil kot gosta v njegov vlog, pa je med snemanjem prišlo do manjšega zapleta, tako da evo ti klip. Prav tako sem se vzel. Ja. Fak. Probi ta malo po rinku zdaj. Nič hudega. To zdaj ni po scenariju. Ne, nisem ga zanalaš, ampak nisem vedel, da je toliko snega in se je avto usedel. Ja, jaz imam drugač, seveda sem pripravljen, ne, imam tudi lopatko s sabo, imam pa tudi gurtno, tako da lahko za Audija zapnemo pa potegnemo. Jaz nimam... Pa se imaš vlečno spredi, moraš In to Ja, samo toliko, da ga malo cukneš. A se ne bo oblekla, gospodične?
Ampak jih ne pokažite. Lala ima en live check. Ja, sam je problem, kaj je avto v luft. Kaj to pomeni? Gume so v luft. V luftu so gume. Kako če na tleh? Ja, lahko ti pokažem, boš videla. Lahko probate. Najlažje gre v ne. Bova midve. Kaj bomo zdaj naredili, družba? Joške pokazali. Opa, ja sem to na glas rekel. Gospod! Ja, Svaka čas za vlogi. ja, dobro, a smo rešili? Jaz sem lih rekel, moramo enega džipa dobiti, ker on nima vlečne kljuke noter, a veš. Ne, še malo, še malo. Okay. Ja! Rešen! Dobar je, najlepša hvala. Ena malenkost, evo. Za sabo. Okay. Vse imam zelo blizu. Hvala vsem. Pa je še tako naprej. Hvala, čau. Viš, ko greš v sneg, je treba biti prštiman. Saj, da imaš upremo, da te ven potegnejo. Jaz sem dal tule za birol čez takrat, ko sem rekel, da imaš za 2 do 3 centi spuščen avto. Cel avto je spuščen za približno 2 cm pa pol 3. Ja, dobro, ja. Evo, malo smo se pohecali, je pa to sam en izsek iz Markovega ta novega vloga, tako da bom stisnil valjda tudi link do tja spodaj pod tale video. Mi se pa vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!